ali se res počutim spolno vzburjena zdaj, lahko se tudi sami pri sebi vprašamo, oziroma ali ta spolna želja je spontana, ali sem vedno motivirana, da imam spolno željo, oziroma se lahko prepustim partnerju, da me stimulira, pa da se potem pojavi spolna želja. Se pravi, mora biti en trigger, stimulacija, da se pojavi ta izvana spolna želja, in spolna želja ne mora biti vsakič spontana. Pomembno je, da si tega želimo, oziroma da si dopustimo, da se nam partner približa in se vključimo v spolno aktivnost. Se pravi, tisti ta prvi spolni odgovor, ki smo ga gledali pri Brad Pittu, želja, vzburjanje, plato, rezolucija, nikoli ne gre tako linearno. Lahko začnemo od tukaj, vzburjenja, preko želje pa do orgazma. Se pravi, če je razlika v kvantiteti in kvaliteti naše spolne želje, potem nastane sexual desire discrepancy oziroma neskladje najinih želj, in da to uskladimo, da nemamo neskladja v vezi, se pravi, ta diskrepanca med pomenom in pogostosti spolne želje v partnerski zvezi privede do neskladja v zvezi, in če to traja dolgo časa in nam povzroča stres, lahko pridemo do te diagnoze, ki se reče neskladje spolnih želj. Pri tem lahko pomaga terapija, ker vemo, da razlika v spolni želji ni samo problem enega posameznika v zvezi, temveč ima tudi relacijski pomen. Predvsem je na način, da en ima večjo željo, en ima manjšo željo, in tisti, ki ima manjšo željo, ni to samo njegova težava, temveč je tudi to problem para. In ni narobe, oziroma ni patološko imeti manjšo željo. Ponavadi tisti, ki ima manjšo spolno željo, ima moč v odnosu, se pravi, diktira pogostost oziroma frekvenco spolnega odnosa. A partner, ki pa ima večjo željo, se najde v situaciji, da zahteva, da prosi in gre enostavno za neskladje oziroma neujemanje. Zavedati se moramo, da ta spolna želja fluktuira, odvisna je od časa in konteksta. Odvisno od tega, da varira, odvisno od naše preobremenjenosti, dela, stresa, otroci. Se pravi, lahko je včasih wow, lahko včasih samo ok. Se pravi, good enough sex pomeni temule, da ni vsakič idealno, oziroma lahko se pa tudi zmanjša pri dolgi partnerski zvezi in ni tako, kot je bilo v mladosti. Kako razlikujemo, ali gre za pomanjkanje spolne želje ali gre za neskladje v spolnih željah? Neskladje takrat, ko oba dva sta prizadeta, se pravi trpita, lahko je samo eden in klinični problem je za njih oba, traje in narašča s časom. Se pravi, ta problem se ne reši samo od sebe. Ni nekih objektivnih kriterijev za postavitev diagnoze. Stres ne povzroča in ni težava, če imate oba dva približno enako zmanjšano spolno željo. Primer, mož ne more imeti erekcijo, žena je v menopauzi, vsak so v svoji spalnici in potem ima ta problem. Ali je pomembno, da pomanjkanje spolne želje je pri moškem ali pri ženskemu? Se pravi, ali gre za dejansko razliko v spolni želji, ali se njima tako zdi, ali je pa dejanska v nasprotju s pričakovano, a res oni pričakujejo, da bodo imeli spolnost vsak dan po 3-krat, tako kot je na televiziji. Se pravi, tako kot naš miti narekujejo. Obnašanje in aktivnost štejete enako in ne samo spolna želja. Lahko se, tudi se dogaja, da je seks lahko brez želje in je pogost, ali pa en od partnerjev ima različne skrite želje, preference, prednostne želje v spolni aktivnosti. Mogoče pa ima tajnega skritega ljubimca, mogoče pa si želi istospolnega partnerja, vse tiste nerazkrite želje, se pravi, naše skrite želje lahko se kažejo v intimni zvezi na način, da ta spolna želja, kot rečeno, se razlikuje v kvantiteti in v kvaliteti. Več študij za heteroseksualne pare je zaključilo, da imajo ženske manj spolne želje, zato ko ženske imamo fluktuirajoče hormone, ne samo v starosti, temveč tudi v rodni dobi, spolna želja se posebej zmanjša v menopauzi in pri bolezni. Lahko je, smo rekli, predmet poželjenja istospolna, vendar skrita. In ni samo penetracija tista, ki nam ugaja, lahko recimo ženske si želijo samo božanja ali poljubljanja in ne želijo penetracije in da se temu izognejo, rečejo, saj nimam spolne želje. Moški so pogosteje iniciatorji za spolnost in za njih je tale razlika oziroma neujemanje spolnih želj za njih še več
pomembna. Obstaja pa tudi bias, oziroma da spolna orientacija in kultura različno tole cenijo in kako bi pa izmerili stres v partnerstvu. Vse vemo, da vsi različno čutimo, potrebujemo in pridobivamo. Kaj bom jaz naredila, recimo v svoji ambulanti? Tako da prosim, da tudi vi mi pomagate. Ali bom zmanjšala stres para in delala na spopadanju s težavo, ali bom najdla neko idealno pogostost odnosa za ta par in bomo rekli, no, vi boste imeli spolnost 2-krat tedensko, to je za vas sprejemljivo in to je za vas idealno. Ali se bom potrudila tistemu partnerju, ki mu manjka spolna želja, da mu jo jaz povečam z namenom prepričati jo, da se vključi, ali pa da jih poučim, da sprejmeta majhno spolno željo enega partnerja in da se s tem sprijaznita. Ja, temu je tako res, ali zmanjšati stres para in delati na spopade. Se pravi, to je njihov problem, ni problem tisti, ki ima manj, oziroma tisti, ki ima več, saj imamo različno. Kako pa tole spraviti na eno pravo mero, to je njihova težava in se morajo skupaj spopasti. Pogovor je to edina rešitev. Tako, A je pravi odgovor, fokus je na partnerski zvezi in funkciji, ni pravega recepta. Se pravi, psihoedukacija, dovoljeno je, da govori o tem in da normalizirajo ta problem, da se želja zmanjša v starosti. Se pravi, treba je dojeti, da želja ni vsakič ista in da v starosti se zmanjša. V komunikaciji je zaželjeno, da realno se pogovorijo in odkrito povedajo, kaj si želijo. Celo prinesejo s seboj seznam želja. Se pravi, jaz imam željo, da spolnost poteka tako, jaz imam željo tako. Saj veste, pričakovanja so različna, če temu ne rečemo odprto in se o tem ne pogovorimo, saj partnerju se ne sanja, kaj si vi želite. Se pravi, pomembno je, da imamo spolnost, ki je butina seks, razširiti repertoar v spolnosti, aktivirati se in ne upoštevati vsakič isto rutino. V petek zvečer, ob 10, zdaj pa je to. Če nama ugaja ali ne in če to postane rutina, seveda spolna želja se zgubi. Tako dobijo domačo nalogo, da načrtujejo intimnost, da se medsebojno uskladijo, da najdejo neko ravnotežje in da najdejo kompromis. Se pravi, da ne vsakič brez spolne želje stopijo v spolnost, ampak da se potrudijo, da ustvarijo spolno željo in da v tistem usklajevanju, da se ne počutijo podrejeni oziroma ne pokažejo tele razlike v moči, da en dominira in se pa podreja. Se pravi, treba je najti eno pravo mero, ki bo ustrezalo obem. Ampak proaktivno pristop, da se aktivirati, se pravi, prepustiti se partnerju. Ni nujno, da imamo spolno željo od začetka, temveč prepustiti se mu, da nas stimulira in če nam to ugaja in če imamo neka realna pričakovanja, da je nama to fajn, potem lahko spolni proces oziroma spolni odgovor gre do konca. In ni vsakič nujna penetracija, kot rečeno, so lahko tudi različne druge oblike spolnosti. Še enkrat tule poudarek na sistemski terapiji, kaj danes pomeni seksualna terapija. Se pravi, pomagati jim, da si sami pomagajo, vsakič sprejeti dve zgodbe in 2 problema, naučiti jih, da se medsebojno poslušajo in komunicirajo, da to ne gre vsakič na nož, se pravi, da le se uskladijo, da se pogajajo o razlikah in da pristopijo aktivno. Ponavadi seksologi smo tisti, ki osnova seksologije že od prejšnjega stoletja so vaje senzate fokus. Kaj je to? Mogoče ste že slišali, ne vem, če smo zadnjič tole predstavili. Originalna Master Johnson tehnika, ki ima strukturiran pristop, se pravi, se gre po fazah, z namenom, da se ponovno vzpostavi fizična intimnost in spolnost in da se najdejo vzdrževalni faktorji spolne disfunkcije in se razvijajo tehnike za obvladovanje istih. Lahko je tole za erekcijo, lahko je za pomanjkanje spolne želje, se pravi, vsakič partner morata biti 2, se pravi, to ni za samske. V prvem delu je negenitalni del, se pravi, božanje in masaže na negenitalijah. Druga faza je genitalni del in šele na to sledi vaginalni del, menjava kos in potem orgazem.
Seveda so pomembni atmosfera, glasba, osvetlitev, zaželeno se vdišave, losjoni in nemoteno se izvaja 3-krat na teden po 1 uro. V vaji Senzate Focus posebej se pomaga, da partnerji grejo postopoma skozi faze, da doma beležijo občutke, želje, kamor ne grejo oziroma pri kateri fazi se bodo zataknili, da se jim pomaga. Za moške, ki imajo erektilno disfunkcijo, še posebej, če je ta erektilna disfunkcija psihogena, kot bomo tudi pokazali, še posebej v genitalni fazi se priporoča tudi uporaba tablet in ne tablet z namenom, da izboljša erekcijo, vsekakor erekcija se bo zgodila, temveč z namenom, da vidijo, da lahko ob vzburjenju doživijo erekcijo hitreje in bolj močno, tako da skozi 1 mesec oziroma skozi nekaj časa potem tablete tudi opustijo in lahko imajo erekcijo tudi brez pomočjo tablet. Se pravi, v tem pristopu spolne disfunkcije možne so različne variacije in možno je tudi dodajanje zdravil, še posebej, veste, zdravniki lahko pišemo zdravila, psihologi pa ne, vendar poudarek je na čustvih in na vzpostavljanje intimnosti oziroma ne potreba po tem, da je orgazem takoj in da se gre hiti proti penetraciji, temveč da partnerja medsebojno se spoznavata in se posvetita en drugim. Se pravi, 3-krat na teden po 1 uro je kar časa skupaj. Kako pa vemo, da spolna želja oziroma spolna težava z vzburjenjem je psihogena? Saj vemo, da erekcija pri moških, da ne govorimo samo o ženskah tukaj, ker imamo mešano poslušalce. Vemo, da erekcija kot disfunkcija je nezmožnost vzpostaviti erekcijo in nezmožnost jo vzdrževati. Različni so razlogi, lahko je pogojena vaskularno, se pravi zaradi krvnih žil, lahko je pogojena z hormoni, lahko je zaradi nevroloških vzrokov, lahko je zaradi anatomskih razlogov. Vendar vsakič, ko nastane spolna nezmožnost oziroma nezmožnost erekcije, se lahko pojavi tudi strah pred ponovnim neuspehom oziroma ta psihična komponenta lahko tudi pripomore temu, da se pojavi psihogena erektilna disfunkcija. Se pravi, to je že v sami anamnezi tisto, kar nam pove klient, vemo, da če je zdrav, če nima kakšne medicinske zgodovine, če nima nobenih zdravil, posebej so to mlajši moški, če ima nočne erekcije, če ima erekcije z masturbacijo in če se to naenkrat pojavi in če takšen posameznik ima veliko tesnobo oziroma strah, da se bo to ponovilo, to privede, da vsak naslednji poskus je neuspeh in vodi do izogibanja intimnosti, se pravi, nastane ena kriza in temu se reče strah pred nastopanjem, ki je povzročena v našem delovanju kot čustvo tesnobe oziroma strah povzroča, da v telesu se aktivira simpatikus, ki vemo, da zapira žile in potem seveda ni pomnjenja uda, ni erekcije in temu se ponavlja in vsakič ta strah pred neuspehom privede do tega, da moški se najde v enem začaranem krogu, ko erekcija je neuspešna, ampak je neuspešna ne zaradi tega, ko mašinerija ne dela, temveč zaradi tega, ko ima preveč tesnobe oziroma straha, da bi se to ponovilo. Se pravi, lahko je organski telesni erektilni disfunkciji tudi pridružena psihogena erektilna disfunkcija, lahko so pa vsak posebej. Se pravi, to je, a bom izgubil erekcijo, a to me res me strah. To nam preveč se na to osredotočimo, aktivira se simpatikus in res ne nastane erekcija. Naslednjič je spet o tem, ko se nakazuje, da bi bila spolnost, se pravi, spet o tem pomisli in spet se ta proces pogaja oziroma dogaja in se ponavlja. Ali res vsi lahko se udeležujejo spolnosti oziroma imajo nemoteno spolnost? Kot rečeno, je tudi odvisno od našega splošnega zdravja oziroma od bolezni, ki jih imamo, tako da tudi zdravila, ki jih predpisujemo, so odvisne oziroma niso vsa zdravila tipa sildenafil in ostali za predpisovati bolnikom, ki recimo imajo srčne težave.
Se pravi, bolnik mora imeti neke pogoje oziroma da nima akutnega miokardnega infarkta pred kratkim, da nima neke srčne slabosti, mora imeti urejen pritisk, mora imeti urejeno srčno frekvenco. Se pravi, vse so ti dejavniki, ki skupaj z zdravnikom kardiologom pripomorejo k temu, da lahko sam bolnik, ki ima take srčne težave, se pravi ishemično bolezen srca, si lahko dovoli, da bi se lahko varno vključil v spolnost. Vsakič je pomembno, se pravi edukacija, stimulacija, biti pozoren na to, kaj se dogaja zdaj in vsakič tisto bolj vztrajati na stimulacijo oziroma biti pozoren na stimulacijo. Kaj pa, če ženske pridejo v določena leta, ko si več ne želijo spolnosti oziroma mogoče ne penetrativne oblike spolnosti? Tukaj je pokazano, da različne druge oblike spolnosti prav tako ugaja, ne samo ženskam, tudi moškim, in božanje, poljubljanje in ostale oblike nepenetrativnega seksa lahko tudi ustreza ženskam. Kaj pa, če se že zgodijo težave v menopavzi, pa si želimo pomagati? Ali res pomagajo vse različne fizične aktivnosti, joga, hipnoza, akupunktura, se pravi, nič od tega ne pomaga, mogoče hipnoza, lahko si pomagamo s tabletami. Edino tableta, ki dokazano poveča oziroma pomaga za menopavzalne simptome, je Remifemin, ki včasih se je dobival na recept, zdaj se pa tudi kupuje. Ali pa različne afrodizijake oziroma neke pospešitve spolnega odnosa. Po definiciji afrodizijak je zdravilo ali sredstvo, ki potrjeno povzroča ali zvišuje spolno željo ali izboljša spolno izvedbo. Ginko, ginseng, maka, tribulus terrestris, arginin ali zestrakrin. To so vse afrodizijaki, ki naj bi pomogli temu, da se pojavijo vzburjenje. Lahko si pa pomagamo z različnimi pripomočki, lahko se to dobi seveda na spletu, lahko v seks shopu, treba biti odprt in spremljiv. Kaj bi rekla v zaključku, da potrebno je realistično, letom primerno in sodobno znanje in pričakovanje za našo spolno zadovoljstvo in ni pomembna samo spolna izvedba, enako štejeta seksualni dotik in emocionalno zadovoljstvo.